Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Se spomnite Marjana Podobnika? Bil je, eni pravijo, celo legendarni predsednik Slovenske ljudske stranke, podpredsednik vlade, ki jo je vodil Janez Drnovšek. Bil je tudi direktor Telekoma Slovenije, podjetnik v Srbiji s famozno piščančjo farmo Kokobel, danes star oziroma mlad 58 let, pa se vrača v aktivno politiko. Namreč, presenetljivo ali pa tudi ne, je najavil kandidaturo za predsednika Slovenske ljudske stranke na kongresu stranke, ki bo 29. novembra. No, in danes bomo za vas komentirali prav to temo, kam gre Slovenska ljudska stranka. Zato sta danes z menoj tudi Marjan Podobnik in nastalni komentator, publicist, kolumnist, pa tudi nekdanji politik Boštjan M. Turk, ki zase pravi, da v Slovenski ljudski stranki ve celo več kot Marjan Podobnik. Gospod Marjan Podobnik, Boštjan, lepo pozdravljen v oddaji. Začetek, gospod Marjan Podobnik, bi vas vprašal, kaj zdaj pravzaprav vi točno počnete? Mislim, to zanima tudi mene, pa verjamem, da to zanima tudi gledalke oziroma gledalce. No, zadnja 3 leta sem največ povezan z Centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto, kjer delam na projektih, predvsem povezanih s hrano, z vzpostavljanjem kratkih verig od proizvajalca do potrošnika, delno na visoki šoli, torej na visoki šoli za upravljanje podeželja Grm. To je glavna dejavnost, delno pa še ostale aktivnosti, delno tudi. To se pravi Ljubljana, Beograd nič več, kako? Ja, prejšnji teden sem bil recimo v Beogradu. Aha. Skratka, še delate poslovno, ker jaz sem namreč slišal nekatere govorice, da se nekako bolj izogibate Beograda, ne? A to kaj drži na tem? Ja, ljudje marsikaj govorijo, ne, izogibam se ga toliko, kolikor sem pač tu zaposlen in kolikor bi želel, da vsaj moji zdajšnji, teli manjša skupina otrok je nekaj več z očetom, kot so bili prvi 3. Zdaj, gospod, bili ste predsednik uprave Telekoma Slovenije, ne? Zanj sem prebral eno misel Mateja Lahovnika, ekonomista, tudi bivšega ministra na Twitterju, ki je rekel, pač, da je bil Telekom Slovenije preden je Miro Cerar nastopil mandat te zdaj svoje že bivše vlade, vreden približno milijardo evrov, zdaj pa je vreden približno 500 milijonov evrov. Koliko je bil pa Telekom vreden takrat, ko ste ga vi vodili? Težko bi rekel, ne poznam. Različne so bile ocene. Dejstvo pa je, da smo vodili eno zelo resno politiko z namenom zmanjšati vpliv nezakonitih prisluškovanj in izkoriščanj, torej zlorabljanj korupcije pri nabavi repromateriala in pač tehnologije. Kar je bil razlog, da sem se odločil za Telekom in kot sem javno tudi že povedal, mi je žal, da sem šel na Telekom kot neko politično kadriranje. Če bi danes to še enkrat naredil, bi predlagal enega uglednega ekonomista ali profesorja, sam bi pa šel za svetovalca. Namreč jaz sem kot član 3-članske ministrske skupine, ki je sprejemala uradne prisluhe, torej potrjevala, sem videl, kako grobo se zlorablja to temeljno človekovo pravico in se nezakonito prisluškuje in vedel sem, koliko se odteka denarja iz Telekoma in sem to hotel preprečiti, ampak lahko bi našel boljšo rešitev. Zdaj, ko govorite o tej preprečitvi denarja, no, ampak da ne debatiramo toliko o Telekomu, pa vseeno eno vprašanje. Takrat se je govorilo, da je imel gospod Janez Kocjančič neko svetovalno pogodbo na Telekomu in ko ste vi prišli, jo je sam avtomatično odpovedal, sicer bil vi, a je to držalo? Mislim, da je ta legenda. Ne, to je sicer res, bila je to ena manjša pogodba, se pravi, to je bilo, če mene vprašate, ene pol promila problema odtekanja denarja iz Telekoma. Ampak bila pa je, ne? Kako? Bila je pa in je bila pravzaprav čisto korektna, tako da je dejstvo, da jo je prekinil in nimam kaj dodati. Zdaj, gospod Podobnik, vi ste zdaj napovedali kandidaturo za predsednika Slovenske ljudske stranke, ne? Zdaj, po vseh teh peripetijah, različnih predsednikih, ki jih je imela v tem času Slovenska ljudska stranka, zdaj brez zamere, a je to zdaj kakšna kriza srednjih let ali resno mislite vrnitev s politiko? No ja, kriza srednjih let verjetno pride s srednjimi leti, ampak kar se tiče moje kandidature, je pa tako, ne? Mi smo po teh srečanjih spravnih sedanjih in nekdanjih vplivnih ljudi v Slovenski ljudski stranki prišli do enega odličnega skupnega kandidata, gospoda Modesta Motana iz Slovenske Bistrice, kandidata na zadnjih parlamentarnih volitvah z odličnim rezultatom, 29-letnega, ki pa se je
preprosto na nek način, povsem nam je tudi razumljivo, nekako se mu je zdelo to breme prevzemanja najodgovornejše funkcije prehudo, se je rekel, da pač z veseljem kandidira za podpredsednika in ker tik pred polnočjo ni bilo nobenega iz tega kroga drugega kandidata, sem sam, čeprav sem drugače obljubil tako doma kot tudi javno preko medijev, se odločil za to kandidaturo. Ob tem bo moj prvi podpredsednik, če bodo ljudje tako podprli na kongresu, gospod Modest Motalni, in v trenutku, ko se bo čutil dovolj pripravljenega, mu bom predal to mesto. Zdaj še eno vprašanje, predno vključim Boštjana in Turka, ampak gledajte, gospod Podobnik, se boste spomnili, tudi morda sem celo jaz kdaj to napisal, ampak ves čas je nekako viselo v zraku, vsa ta leta nazaj, ta vaša vrnitev, in to ste vedno nekako zanikali. Hoče imeti vrnitev v politiko, oziroma vrnitev v Slovensko ljudsko stranko. Potem so vas izključili iz stranke, zdaj ste se vrnili, zdaj pa kar naenkrat, ko morda to nihče ni pričakoval, da boste spet najavili kandidaturo. Zakaj ravno zdaj? Kaj bi rekel, čudna sopota gospodova. Čudna sopota gospodova, ja. Skratka, to ni bil plod nekega masterminda, nekega velikega načrta. Ja ne, lejte, ob dejstvu, da sem včeraj predvčerajšnjem, ko je bil ta rok do polnoči, prepričeval 6 ljudi, naj to naredijo namesto mene. In sem na koncu poklical tudi Petra Vriska, kjer sva dokazano velika nasprotnika zadnjih 20 let, pa sva tudi mi dva rekla, da bova sodelovala v korist Slovenije, pa bova najne konflikte nadaljevala po morda 10-letni pauzi. In ko sem videl, da pravzaprav si želijo, da temu mlademu fantu damo možnost, da ob nekom dobi potrebne izkušnje, sem rekel, pravzaprav pa naj bo. Boštjan, sam si mi rekel to, kar sem prej uvodoma povedal, da veliko veš o Slovenski ljudski stranki, celo več kot Marjan Podobnik, pa mi zdaj ti povej tvoj komentar, te nenadne kandidature Marjana Podobnika za predsednika Slovenske ljudske stranke. Z Marjanom Podobnikom se strinjam v enem samem stavku, ki ga je rekel, mislim, lahko ga bi malo mogoče drugače povedal, to je Bog pomagaj, ne. Čudna sopota gospodova. Čudna sopota gospodova, ampak osebek je isti, ne, zdaj enkrat pomaga, enkrat hodi po potih, ki niso popolnoma jasna. Se pravi, kaj ni rečem, to recimo za zgodbo v Telekomu je pristojen predvsem Miran Kramberger, ki je bil njegov namestnik in ki je meni bi rekel, daljših razgovorih povedal, kako je to predsedovanje Telekomu potekalo. Se pravi, če ga želi vaša oddaja angažirati in oziroma soočati na temo Telekoma z Marjanom Podobnikom, potem pač je to ena dobra ideja. To bi bilo zanimivo, kako? Z veseljem. Ja, vse vam pravim, drugače, ker ste me že izvali, da ogromno vem o SLS-u. Vem predvsem eno bistveno zadevo, pa ne vem samo jaz, ne. To je to, da je stranka zdaj že drugi mandat, to je 8 let bo to, v postopku tako imenovane samorazpustitve. Veste, vse te napake, ki se delajo, vključno s tem, da se nekdo prijavi za predsednika 5 minut pred polnočjo, ko pač vsi vemo, da lahko sta tudi kongres ali pa izvršni odbor, kdorkoli sprejme statutarni sklep, da se pač podaljša rok za kandidature ali karkoli. Stranka, ki je prišla od 250 000 volivcev, je za Demokrščansko ljudski blok glasovalo 20 let nazaj. Veste, kaj je to 250 000 volivcev? Zdaj pa ima ljudska stranka 2,67% po 2 manevrih, ki sta bila vsak namenjena samo temu, da se Slovenska ljudska stranka uniči. Ampak, Boštjan, za tistih 20%, ki si jih omenil, je bil pa tudi zaslužen na nek način Marjan Podobnik, ne? Ni bil zaslužen Marjan Podobnik. Na nek način zaslužen, ne? Bom utemeljil, zakaj to pravim. Leta 96 ni bil, on je bil pač figura, ki so jo takrat pobrali, kot so pobrali potem še figur do Cerarja in tako naprej. So mu dali pač vso medijsko pozornost in je dobil v roke kapital. 1. decembra leta 1996 je podpisal pogodbo o skupni sestavi vlade z ostalimi pomladnimi strankami, in je podpisal, veste kaj, če človek nekaj podpiše, če politik nekaj podpiše, če nekaj reče, od tega je potem enostavno odstopil, zato da je šel v popolnoma noro koalicijo z Drnovškom, je zrušil pomladni blok, ampak ne samo to, čez 3 leta, glej ga šmenta, je zrušil tudi Janeza Drnovška, ampak ne samo to. Potem je bil, bi rekel, predsednik v aprilu 2000, ko se je ljudska stranka združila s krščanskimi demokrati, potem je ostal v ljudski stranki, bil za Zagožnom, jaz to vem, ker sem ga tudi osebno videl in slišal, in potem so ti ljudje, pa tu ni recimo ekskluzivna krivda Marjana Podobnika, zagotovo je pa velika odgovornost,
poslušajte, v pol leta zrušili še tretji projekt, to je velike krščansko-ljudske stranke, ki je imela tretjino v parlamentu in prišla na 9 poslancev. Skratka, jaz, oprostite, tudi če poskušam biti maksimalno benevolenten do gospoda Podobnika, jaz vidim toliko enih katastrofalnih napak, da pravim, da zdaj to po zidanšku, je to pa zdaj namerno uničevanje Slovenske ljudske stranke, ob tem, da kdo je ta mladi mojster 29 let, jaz ne vem, pa vem vse o Slovenski ljudski stranki, vem pa, da je bil kandidat Toplak Ludvik do enega tedna prej. Ampak če ta stranka obstaja 150 let, na kar se sklicujejo, en teden pred kongresom oziroma pred padcem kandidatur, pred zapadom kandidatur, pač en realen čas. In skratka, ne verjamem nič, verjamem pa samo to, da gre tu za interese od zunaj. Zidanšek je imel interese od zunaj, imel jih je tudi tale Bogovič, župan Krškega, in Marjan Podobnik jih ima. Te pa skupni imenovalec teh interesov je pa zrušiti in onemogočiti Slovensko ljudsko stranko, kajti brez Slovenske ljudske stranke ni mogoča konsolidacija, bi rekel, demokratičnih sil v Sloveniji in to je vsa zgodba. Zdaj, gospod Podobnik, veliko teh vprašanj, pa teh se nabralo, takoj vam dam besedo, ampak da gremo po nekem logičnem vrstnem redu. Ali so vas leta 96 pobrali, tako kot Mira Cerarja leta 2014? Zdaj, Donald Trump bi rekel fake news od začetka do konca, nimamo cajta to odgovarjati. Nimamo časa, ampak nekaj pa imamo, na to odgovoriti. Ampak jaz bi rekel tako, zdaj, gospod Boštjan Turk je najbolje, da gre kar direkt za svetnika, brez umestne stopnje, ko je blaženi. Zato, ker to je edini brez greha. Čudno so po ta gospoda. Ampak gledajte, jaz moram reči eno stvar. Tako škodo, kot se dela s tem, ko se podobno kot mene blati, se je oblatilo, gospod Boštjan Turk je oblatil na enak način. Ampak jaz to ne razumem kot blatenje. Jaz to ne razumem kot blatenje. To so vse same neresnice. Kdo me je probral leta 96, kdo je koga zrušil in tako naprej. Če bi mene ta struktura, globoka država postavila to, kar govori, pol jaz verjetno ne bi vstajal 15 let ob 3:30 zjutraj in se vozil 500 km daleč, zato da bi bil v službi, zato da preživim svojo družino. Če bi bil del tega, kar se govori, potem mi verjetno bi imeli v drugih medijih take pogovore pa intervjuje, ne pri vas, se pravi ne tukaj. In jaz obžalujem, ker se pravzaprav z tem načinom onemogoča, da bi neka normalna politična opcija, stranke normalnih, teh zmernih strank, ki izhajajo iz strank slovenske pomladi, oblikovale neko normalno slovensko vlado, kajti če se pač oblati enega, drugega, večino v Ljudski stranki, večino v Novi Sloveniji, kar nekaj pri SDS-u, nekaj novinarjev, če vse oblatiš, na koncu seveda ni nobenega zaupanja. Jaz vem, da so vam v Zboru za republiko vsi, vključno z Janezom Janšo, so vas prosili za božjo voljo, nehajte delati škodo. Jaz tako sem to rečem. No, ampak zdaj vsem bi pa postavil konkretno vprašanje. Konkretno vprašanje bi postavil pa to, kar je na koncu, mislim, da končal Boštjan. Kaj se je zgodilo pravzaprav z kandidaturo Ludvika Toplaka? Jaz sem imel vtis, Ludvika Toplaka, tudi gospoda Toplaka poznam že dlje časa in vem, da ima neke politične ambicije in se mi zdi, da je imel neko željo, ne vem, koliko je bila iskrena, da bi postal predsednik Slovenske ljudske stranke. Profesor Ludvika Toplaka sva nagovarjala Franc Kangler in jaz, pa tudi mnogi drugi. Predlagali so ga nekateri iz Prlekije prek Murja Dolenjske. Jaz sem z njim imel 3 dolge pogovore. Na koncu je rekel, Marjan, žal ne morem. Iz družinskih in drugih razlogov ne morem, bom pomagal. Profesor Toplak bo verjetno vodil strateški svet Slovenske ljudske stranke. Na podoben način smo prosili potem v naslednjem trenutku, ko ni bil, ker smo iskali povezovalno osebo. Mi moramo vedeti, Slovenska ljudska stranka se je razbila na prafaktorje in to mimogrede, gospod Turk je rekel, da stavi 1 proti milijon, da Slovenska ljudska stranka ne bo prišla v parlament leta 2022. Sprejemam stav, gospod Turk, kako bomo tisti milijon zapravili? Ne, jaz sem to rekel že za 2, sem to tudi napisal, ne rekel, to je v Reporterju napisano za volitve 2018. Zdaj pa, če po tej logiki je milijon moj, ne vas. Mene ni bilo, mene od leta 2000 do zdaj ni bilo. Ne, to je zdaj, lejte, jaz ustrajam na tem. Pač vaš podpis je ga cela Slovenija videla podpis na koalicijski pogodbi pomladnih strank, Janša podpisan, Peterle podpisan, Podobnik podpisan. To je cela Slovenija videla, to je resnično blaten, to so dejstva, da bi rekel, da Ljubljana pač leži na nadmorski višini
tam toliko pa toliko metrov. Jaz tudi nimam nobene zveze, nima Zbor za republiko, za katerega sem ogromno naredil, ko nisem mogel pač več delati, sem se pač umaknil. Jaz nisem v politiko silu in tudi bi vas podprl, jaz bi vas z veseljem podprl, če bi slutil, da so vaši nameni iskreni in da ima ta projekt. Jaz sem vsega podprl, recimo Buta sem podprl takrat na začetku, ker sem mislil, da bo to nekaj novega ali karkoli. Vsak mu je treba priložnost, ampak gospod Podobnik, po 20 letih se zdaj vračate. Kje ste pa 20 let bil? 18 let je. No, pa 18. A veste, to je eno človeško življenje. Jaz vam čisto nič slabega nočem, ampak jaz vam povem, da ljudje to narobe gledajo. Tle gre za avtomatično razgradno, samo razgradno Slovenske ljudske stranke. To si drugačen človek in to ni samo moje mnenje. To je mnenje Zdaj, Boštjan, na tej točki, pa gospod Podobnik bo mogel priti in gremo na oglasni blok, ampak se potem vrnemo takoj nazaj k tej točki debate, ki jo končujemo. Z veseljem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor. Pogovarjamo se o tem, kam gre Slovenska ljudska stranka. Z menoj sta gospod Marjan Podobnik, kandidat za predsednika Slovenske ljudske stranke, in pa naš stalni komentator Boštjan M. Turk. Zdaj, gospod Podobnik, Boštjan M. Turk je tik pred oglasi, preden smo šli na oglase, je omenil en vaš sporni podpis. Pa me zanima, zdaj, ko boste pojasnili, rekli ste, da bi radi pojasnili, zakaj pravzaprav gre. Ja, to je bilo že pojasneno, in tudi druge, ki so zraven sodelovali. Mi smo imeli ta podpis in veste, da smo iskali, pač šlo je za vprašanje, kdo bo dobil tisti glas dodatni, ki ga potem nismo dobili, da bo med pomladnimi strankami in LDS-om oziroma Levico je bila pač ta minimalna razlika. In ko so tekli ti pogovori... Vi govorite zdaj v kakšni situaciji? Ja ne, po volitvah leta 1996, ko smo se pomladne stranke pač zavezali, da bomo skušali oblikovati skupno vlado, zmanjkal nam je en poslanec. In ko smo to sedeli konkretno mi v poslanski skupini, tam ravno preko Beethovenove 4 smo imeli poslansko skupino, smo videli gospoda Bavčarja, ki je odhajal iz sedeža krščanskih demokratov. Seveda, gospoda Bavčarja težko zgrešiš, njegova silhueta, njegova velikost je bila povsem nedvoumna. In ko smo zvedeli, da so poleg tega pogovori potekali tudi socialdemokrati glede koalicije z LDS-om, potem je padla na tistem večernem sestanku odločitev, če je pa tako, potem smo pa mi druga stranka, če se tudi SKD in SDS dogovarja z LDS-om za našim hrbtom, potem bomo mi naredili tako imenovano veliko koalicijo in smo jo dejansko naredili. Boštjan, si zadovoljen s tem odgovorom? Ne, zato ker krščanski demokrati se takrat nikoli niso pogovarjali z nobenim Bavčarjem, z nikomer, ker sem bil pač takrat zraven. Tisto je zelo kratek čas, morate vedeti, to je bil december 96, volitve so bile novembra 10. 14. je bil svet stranke krščanskih demokratov, jaz sem bil takrat kot ene vrste mulc pač skozi zraven in jaz bi to, pa bil sem pa tudi en najpomembnejših funkcionarjev krščanskih demokratov, predsednik in tako, mestnega odbora in tako naprej. Tako da jaz bi to vedel, takrat se stranka sploh ni z nikomer o ničemer pogovarjala, takrat je bila stranka tako poražena, da sploh nismo razumeli, kako bomo naslednjo minuto preživeli, kamoli še, da bi se šli pogovarjati z Bavčarjem ali pa to so pač izmišljije, ampak jaz sem zavezan resnici, odkar sem Vidva boste verjetno oba... Očitno vam niso, gospod Turk, očitno vam niso vsega povedali. Pa sem bil skozi tam, kaj se bi videl to. Vidva boste verjetno oba vedela, je bil Ciril Pucko podkupljen, da je prestopil na drugo stran? Ciril Pucko je problematična osebnost, strašno problematična, zdaj ne moremo detajle tega. Njega ni nihče, niti se sanjali. Recimo bil je pa zanimivo na decembra. Čeprav kasneje je bilo zanj poskrbljeno z državnimi službami, ne? Ja, mislim, seveda neki so mu obljubili, kot sem jaz to slišal, da je naredil ogromne dolgove v igralništvu in da so mu to pač zato, ker je bil, pač vsi vemo, kaj je bil, se je to Vida Petrovič takrat povedala. Ampak predvsem je bil Ciril Pucko popolnoma nepredvidljiv človek. Popolnoma nepredvidljiv. Zdaj, vmes med oglasnim blokom je pa padla neka informacija tudi zame, bom rekel, tega nisem vedel, gospod Marjan Podobnik, Boštjan je omenil, da ste bili vi enkrat, da si bil enkrat kandidat za predsednika Slovenske ljudske stranke tudi, ne? Ne, saj sem to že gospodu Podobniku povedal, da če mi to pismeno potrdi, je zame to kompliment in ga bom tudi unesel v svojo biografijo in recimo, če bi se v Bruslu... Ne, drži to?
Ne da bi jaz vedel. Lahko pa, da so kakšni krogi pač razmišljali o meni, ampak zato pa pravim jaz, da gospod Podobnik mi to pismeno potrdi, ker bom to vnesel v biografijo, to bi bil zame kompliment. Evo, če bom izvoljen na kongresu, vas povabim, pa bova naredila. Odlično. Gospod Borovič, imam pa zdaj eno vprašanje. Lejte, jaz sem zdaj spremljal te vaše pogovore, mislim vaše, pač vas pa gospoda Kanglerja, pa Bojana Šrota, pa tako dalje, zdaj v teh zadnjih nekaj tednih. Ne? To se meni zdi, bom rekel tako, predvsem nenavadno. Recimo, gospod Bojan Šrot pride na nek spravni sestanek v Mariboru, mislim, da tam eno od gostiln v Brestanici, potem za medije pove, kako je bil vzhičen na tem sestanku, kakšno odlično vzdušje je bilo, da ga je vrnilo nekaj let nazaj, da so mu skoraj solze šle, in potem se vrne v Celje in tam ustanovi svojo stranko, ne, novo, s katero potem zdaj na lokalnih volitvah namerava konkurirati Slovenski ljudski stranki. Mislim, kakšna situacija je to? Po Mariboru, gledajte, Mariboru ima Slovenska ljudska stranka pač svoj lokalni odbor, ker je pač tam Janez Jemec, vaš vodilnih vidnih politikov, ki kandidira proti Francu Kanglerju, s tem, da se vi nekako z Kanglerjem, kako bi rekel, združujete oziroma razmišljate o povezovanju in tako dalje. Mislim, kakšna situacija je to v stranki? Ja, v stranki je zahtevna situacija. Vi morate vedeti, da je stranka prišla iz... Mislim, to je malo schizofreno, vse skrat deluje, ne? Predvsem je stranka prišla iz 207 tisoč glasov leta 96 na 23 tisoč glasov leta 2018, oziroma 17, in to pomeni, da je poleg samega rezultata in zamer, ki so se kopičile, je seveda ogromno nekih nesporazumov bilo in mi smo v relativno kratkem času zelo veliko tega presegli, si nekako odpustili drug drugemu, praktično velika večina smo sodelovali in ravno za tega fanta se je velika večina tudi poenotila kot za tistega, ki če že ne more sedaj prevzeti zaradi teže odgovornosti, bo v prihodnje gotovo en pomemben nosilec ne samo Slovenske ljudske stranke, ampak slovenske politike, in jaz sem optimist in sem vesel, da sem lahko k temu nekaj prispeval. Skoraj da vsak od veljakov, te ljudske stranke v tem širšem smislu, Kangler, Šrot in tako dalje, ima neko svojo stranko. Glejte, vsi ti bodo, jaz sem trdno prepričan, najkasneje v pol leta po volitvah, tako ali drugače, bomo sodelovali. Gospod Franc Kangler, po mojem, zelo hitro po volitvah. Jaz verjamem, da tudi gospod Bojan Šrot, ki je tam zahtevna situacija, dosedanji predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Zidanšek, se je odločil ob podpori celotnega občinskega odbora za kandidaturo za župana v Celju. Meni je žal, ker pač imamo uspešnega, odličnega župana Celja. Skušam razumeti tudi to drugo odločitev, ne poznam dovolj vseh razlogov v Celju, verjamem pa, da bodo vsi ti ljudje sedeli skupaj v prvih vrstah na kongresu 29. septembra. Ampak koga boste, to je 29. septembra, lokalne volitve so potem 18. novembra, ne? Zdaj Celje pa Maribor sta pomembni postojanki Slovenske ljudske stranke. Koga boste recimo vi podprli potem v Mariboru ni v Celju, na primer? Zdaj smo bili v Celju. Koga boste v Celju podprli? Lejte, brez dvoma bo po teh volitvah Slovenska ljudska stranka v Celju in Mariboru imela svojega župana. Ne, govorim o tem, v Celju, lejte, moja ocena. Boste imeli kongres, vi boste izvoljeni, v Celju pa kandidat Slovenske ljudske stranke kandidira proti Šrotu. No, jaz osebno seveda podpiram gospoda Šrota, razumem gospoda Zidanška, prav danes sva govorila o nekaterih razlogih. Želel bi, da bi se že pred volitvam, verjetno, če bi ti pogovori, ki smo jih imeli zadnje mesece, bili toliko prej, bi morda lahko prišlo tudi do drugačne odločitve. Verjamem, da bo prišlo tudi sedaj med njima ni napadov. Kot sem rekel, mi smo toliko močni, da imamo lahko celo dva kandidata v Celju in vemo, da bomo imeli župana. Zdaj gospod Šrot tam, vidim, paktira z nekimi bivšimi člani SDS-a, Janševe SDS v Šrotu, v Celju, ne? Ja, seveda. Jaz mislim, da gospod Šrot je odličen župan, ogromno je naredil za Celje, ima široko podporo in tudi Marko Zidanšek je v svojem delovanju preteklem in tudi sicer si je zelo prizadeval in skupen rezultat, vsaj kar se svetniške skupine tiče, bo verjetno še večji, kot je bil na prejšnjih volitvah, in imeli bomo tudi župana, tako da jaz sem res vesel, da gre v tej smeri, ker je zmanjkalo časa, bo verjetno nekaj več županov kandidiralo s svojimi listami, kar bo formalno nekoliko zmanjšalo rezultat Slovenske ljudske stranke, v vsakem primeru pa realno bomo imeli odličen rezultat. Kakšen je pa zdaj vaš pogled potem na Franca Bogoviča? Franci Bogovič je odličen evropski poslanec, dobil je priznanje v Evropskem parlamentu za področje dela, ki ga opravlja. Verjamem, da bo tudi po
naslednjih evropskih volitvah evropski poslanec in aktivno se je angažiral ob Primožu Jelševarju za to, da smo lahko prišli do teh spravnih rešitev, ki vlivajo upanje. Zdaj, ampak vseeno, Boštjan, zdaj mogoče... Si hotel nekaj povedati v tej zvezi? Ja, preprosto to, da meni pravzaprav ni treba se dosti truditi, ne, ampak gospod Podobnik sam potrjuje to mojo tezo o samo razpustitvi. Lejte, v Mariboru kandidat Slovenske ljudske stranke kandidira proti človeku Francu Kanglerju. Ja, zdaj ne, Boštjan, zdaj je odstopil, ne, Janez Jemec je zdaj odstopil. Hočem reči, tule kandidira nekdanji predsednik Slovenske ljudske stranke, Marko Zidanšek v Celju proti kandidatu Slovenske ljudske stranke, ki ima največ možnosti za uspeh in tako naprej. Sej mi ni treba, rekel se to upije do neba, ne? To upije do neba. Lahko predlagam, gospod Požar, povabite naju 3 dni po volitvah v ta studio gospodu Turku bo zelo nerodno, ko bo videl rezultate v Celju, Mariboru. Po lokalnih volitvah. Kako? Ker bo videl, da kljub temu, da res so zahtevne situacije, pač se je leta, pač nekako se stvari niso odvijale tako, kot bi želeli in bo videl, da kljub temu, prav zaradi prizadevanja vseh teh ljudi, ki včasih žal niso šli v isti smeri, kljub temu verjamem, da ljudje vedo, da se iskreno prizadevamo in da bodo to nagradili tudi na lokalnih. Ampak to sem hotel. Prostite, gospod Podobnik, tudi Marko Zidanšek je govoril popolnoma isti jezik, kot ga vi govorite, da se iskreno prizadevamo, da je vse v redu, da je Bogovič odličen. Mislim, Bogovič je, poslušajte, Bogovič je zaradi bruseljskega plače šel kandidirati v območje, kjer ni bil izvoljen in zato je ljudski stranki odškrtnil 400 glasov in je ljudsko stranko 13. julija 2014 pustil zunaj parlamenta predsednik stranke, ki bi moral kot kapitan zadnji z ladje v smrt. In Zidanšek je govoril isti jezik, kot ga govorite vi, rezultat je pa 2,67%. Tako, in če ne bi bilo... lahko celo vdajal samo tiho, zdaj naprej. Se sploh ni treba več, da karkoli reče. Lejte, če ne bi bilo rezultata 2,67, mi danes ne bi šli kot močna, enotna stranka naprej, ne bi šli proti ponovnim zmagovitim rezultatom. Če bi bil rezultat 4,1, bi verjetno stranka še naprej hirala, tako pa sem prepričan, da smo na začetku novega vzpona. Zaprav, da si to zapomnim. To, da je stranka padla iz parlamenta, je odlično, gorje pa, če bi prišla v parlament, ker potem bi hirala naprej. Ja, včasih je treba narediti... To je zgodovinska izjava. Tako, včasih je pač treba priti do dna, potem se lahko odbije pot navzgor. Gospod Podobnik, kako pa komentirate zdaj to odločitev Franca Bogoviča, zdaj včerajšnjem, ko je bila razprava o Orbanu, Madžarski in tako dalje v Evropskem parlamentu, je bil on vzdržan, za razliko od recimo Peterleta pa poslancev Janševe SDS, ki so bili proti temu poročilu o Madžarski. Zdaj Bogovič se je pa vzdržal, se pa bil nekje na meji med levico in desnico. Kakšen je pa tukaj vaš komentar? Ja, jaz bi v tem primeru seveda se ne bi vzdržal, ampak bi glasoval enako kot ostali poslanci pomladnih strank iz Slovenije. Nisem pa poznal, morate vedeti, jaz nisem bil zdaj v teku teh zadev, jaz ne poznam toliko dobro. Verjamem pa, da bomo v prihodnje, zdaj, ko bo ponovno vse te skupine skupaj, bomo tudi usklajevali tudi ta stališča in verjamem, da bo tudi Franci Bogovič del te usklajene politike tudi peljal. Gospod Podobnik, zdaj dolg časa vas ni bilo v politiki, pač verjamem, da ste to uspeli, ampak aktivno niste bili. Zdaj malo se je spremenila ta politika, malo so se spremenili ti politični prijemi, pristopi. Zdaj verjetno se je tudi politična scena na nek način pomladila, čeprav to ni sicer tako na prvi pogled videti, ampak kako se boste znašli zdaj v tej situaciji? Ja, seveda. Vi imate bolj malo vrstnikov je še ostalo takrat. Janša je še ostal, recimo, ne vem, Pahor še mogoče, pa ni kaj dosti več ljudi, Če odštejemo Kučana, Pogoloviča, pa tako dalje. Lejte, kar se tiče Slovenske ljudske stranke, jaz si upam trditi, da zdaj, ko smo se pogovarjali v teh 3 mesecih, je več kot 90% vseh, ki so kadarkoli delovali v Slovenski ljudski stranki in so v tem trenutku živi in imajo možnost, da še vedno, da so aktivni, je tako ali drugače podprlo ta prizadevanja. Verjamem, da bo marsikateri od teh ljudi tudi prevzel kakšno aktivno funkcijo. Po drugi strani pa jasno. Ja, seveda, mi smo se malo postarali, malo sivi smo ratali, malo bolj modri tudi morda. In morda bo to prispevalo, da bomo tudi laže oblikovali in iskali take rešitve, ki bodo dobre. A tiste znanega svetovalca, ki vam je takrat pomagal 96. Miloša Čiriča, boste tako angažirali, kako? Ja, Miloš Čirič je odličen poznavalec, takrat smo odlično sodelovali
in jaz pozorno spremljam njegovo mnenje tudi na vaši televiziji oziroma na televizijah, kjer ga zasledim. Zdaj, Boštjan, kako pa ti tako recimo realno? Zdaj, govoril si o tem, da pač se tukaj samo ukinja, ne, da se Slovenska ljudska stranka, ne, ali pa samo razkoje, kako, ampak recimo tako, no, a daješ gospodu Podobniku kakšne priložnosti, kakšne šanse, kakšne možnosti? Ja, vsakmu človeku dajem vsakršne možnosti. Jaz sem samo poklican tukaj, da pač govorim po resnici pa po pravici in poskušam to analizirati, kakšne so te možnosti. Ampak zdaj ta elan, ne, gospod Podobnik je vedno znan po tej svoji agilnosti, elanu in tako dalje, ne, energiji, pa to vidim na nek način, pa jaz sem ga opazoval, ko smo bili skupaj v Masku, da še vedno ima, ne, kljub temu, da so leta tukaj, ne. Ne, sej to je odlično, če ima človek elan, sej to jaz nič ne pravim. Ta elan, recimo en teden nazaj še ni bil jasen, je bil še pri dr. Toplaku. Tako da, ne, ampak jaz sem, veste, tle je problem drug, ne, problem je ta, da je ta celoten prostor demokrščansko-ljudski, a ne, in seveda tudi v veliki meri po zaslugi, se pravi, mojega sogovornika danes, pa tudi demokrščanskih politikov, a ne, ljudi, ki ne razumejo. V politiki je bistveno, da ti veš, kdaj je prišel trenutek, da se umakneš in da pustiš možnost in priložnost drugim. Zdaj, gospod Podobnik, predno date kakšen komentar, to bi jaz predlagal, da pogledamo en filmček še, mislim, da točno 14 let nazaj, ne, mogoče eden od teh trenutkov, pomembnih trenutkov v vaši karieri, ki ga so ga televizijske kamere zabeležile, pa ga mogoče komentiramo v tem kontekstu, zdaj, vaše vrnitve v politiko. Prav. A Janez, za božjo voljo, a veš, kaj se dogaja, a razumeš? Slovenska policija nas uničuje tukaj. To je konc samostojne Slovenije. A smo prodani, a smo Gospod Podobnik, dobri posnetki, ne? Ja, koga boste zdaj poklicali za božjo voljo? No, to je tako, ne, pač v taki situaciji je težko delati kompromise. Ne vem, če ste zasledili, ti policisti so bili slovenski, ne hrvaški. Na nas jih je poslala slovenska policija in žal to desnosredinska. Ne, hočem reči, komu boste zdaj poklicali po telefonu, pomagaj. Dobro, lejte, vedno se kdo najde, ampak rad bi povedal, veste, ni šala. Mi moramo vedeti, zakaj gre. Takrat je šlo za vprašanje izvršitve sklepa Piranskega sodišča, da se umaknejo ti cedlični lonci in se zagotovi možnost na nesporno slovenskem ozemlju, da bo Jožko Joras s kolegi lahko normalno prihajal na svojo domačijo. In slovenska policija je preprečila izvršitev tega sklepa. In ko danes poznamo te zgodbe iz arbitraže, vidite, kaj bo zgodovina o tem pisala. Imeli smo prav. Zdaj, seveda, če ti prijateljski, se pravi, tvoji ljudje to onemogočijo, je to problem. In v tem trenutku, recimo, piranski svetniki so pred tedni razmišljali in župan, da bi sprejeli sklep, da bodo, ne glede na to, da Hrvaška ne priznava arbitraže, preprosto prenesli te zaselke pod Hrvaško. In mi smo povedali. Gospod Podobnik, moramo tukaj prenehati, ker imamo oglase. Se vrnemo po oglasih k zaključni misli vas in pa gospoda Boštjana M. Turka. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo WW Faktor na TV3. Z menoj sta gospod Marjan Podobnik in pa naš stalni komentator Boštjan M. Turk. Zdaj oba gosta bi prosil samo še kratko zaključno misel na temo, o kateri smo se danes pogovarjali, se pravi na temo, kam gre Slovenska ljudska stranka in kandidatura gospoda Marjana Podobnika za predsednika Slovenske ljudske stranke. Najprej Boštjan. Jaz bi zelo rad gospoda, samo čisto eksakten. Zelo rad bi gospoda Podobnika podpiral, ampak poglejte, on je rekel v prejšnjem posnetku okrog Dragonja, da je desnosredinska policija. Posnetek je nastal pa septembra meseca. Se pravi, 4. oktobra 2004. leta so bile šele volitve in vlada se je postavila šele decembra. Tako da namigovati na to, da je bila to desnosredinska policija, se pravi policija Janeza Janše, je neresnica. In jaz sem jaz vedno pridem, bi rekel, kot tista miš, do svoje luknje nazaj. Ko je pol minute bilo mišljen, gospod Podobnik, pa še vašo zaključno misel. Če sem klical brata, ki je bil minister, pol se ve, v kateri je vladi, je bilo tako, da gospod Turk to ne drži. Sicer bi pa rekel, drži, to je bil september 2004. Sicer bi pa rekel,
da bi bilo prav, da bi Slovenska ljudska stranka in vse pomladne stranke morda plačale eno 4-letno pot gospodu Turku okoli sveta, posebej v delih, kjer ni telefona pa interneta, pa bomo bistveno povečali možnost, da zmagamo vsi skupaj na naslednjih volitvah. Dobro, še moja zaključna misel, kot je težko, ti bo pomagal prijatelj, kot je zelo težko, pa ti ne bo pomagal nihče. Gospod Podobnik, najlepša hvala za današnjo udeležbo v oddaji, tebi tudi Boštjan. To je bilo za danes vse, vidimo se spet jutri v istem času in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.